Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Gre za skupni projekt Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovenske tiskovne agencije, v okviru katerega bomo v kratkih video pogovorih s profesorji in raziskovalci Ekonomske fakultete naslovili aktualna ekonomska vprašanja in družbena vprašanja, na katere lahko ekonomija ponudi odgovore in rešitve. Danes je z nami profesorica Polona Domadenik-Muran, tema najine pogovora pa bo vpliv umetne inteligence na trg dela. Lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da začnem z dokaj splošnim vprašanjem, pa vendarle, ali se moramo zaposleni z vidika ohranjanja delovnih mest bati umetne inteligence? Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. V veselje mi je danes spregovoriti nekaj na temo vpliva umetne inteligence na trg dela. A se moramo bati? Ja, v bistvu obstaja, bomo rekli, več različnih vrst ljudi. Eni se bojijo marsičesa, to pomeni tudi tega, da je edina stalnost danes, kot radi rečemo, prilagajanje. In umetna inteligenca bo od nas zahtevala bistveno več prilagajanja, torej prilagajanja naših delovnih procesov, kot smo bili mogoče navajeni tega v preteklosti. Zdaj te ocene, kako bo umetna inteligenca vplivala na trg dela, so zelo različne. Zdaj, pred nekaj časa je recimo bi bila ocena, da bo to vplivalo na nekaj 100 milijonov delovnih mest na svetu. Zdaj najnovejša ocena IMF-a, Mednarodnega denarnega sklada, govori že o 1,2 milijardi delovnih mest, ki jih bo umetna inteligenca na nek način zaznamovala. Ampak tukaj ne na način, da bomo seveda ostali brez zaposlitve, ampak da bomo določene delovne naloge opravljali s pomočjo tehnologij umetne inteligence, bili zaradi tega bolj produktivni, torej naše današnje delo opravili v krajšem času, ampak seveda bomo pa verjetno dobili nove delovne naloge in zadolžitve. Jaz nisem pesimist, oziroma tisto, kar je še pred časom, nedolgo nazaj, Elon Musk v intervjuju z Rishijem Sunakom izpostavila, dajmo se pripraviti na svet, kjer noben več ne bo delal. Jaz mislim, da smo daleč od tega, da tega naša generacija in te generacije naših otrok ne bo doživela. Ampak bomo pa dejansko morali začeti naše delo upravljati nekoliko drugače. Verjetno bo celo bolj zanimivo. Dolgo časa je v strokovnih krogih prevladovalo prepričanje, da bo umetna inteligenca bolj vplivala na delovna mesta, ki zahtevajo manj kreativnosti. Ali to še drži? Dejansko so prednosti umetne inteligence ravno v tem, da bojo na nek način nadomeščala opravila, ki zahtevajo nekoliko več kreativnosti, predvsem iz tega vidika, ker poskuša simulirati to, torej poskuša ljudem pomagati pri tem kreativnem procesu, tudi pri procesu odločanja. Torej, manj kreativnosti, bi lahko rekli, je bilo, oziroma nadomeščanje delovnih nalog, ki zahtevajo manj kreativnosti, to smo nekako videli v tako imenovani informacijski dobi. Ko so dejansko zaposleni, ki smo rekli tako glede na stopnjo usposobljenosti, tisti, ki so nekje na sredini, enostavno njihovo delo v večji meri nadomestil računalnik, in potem so se ti zaposleni premaknili v določene servisne dejavnosti, torej v poklice, ki temeljijo na storitvah, so nekoliko slabše plačani, zato je časoma s tem prišlo tudi do povečanja neenakosti. Medtem ko umetna inteligenca naj bi pa v večji meri nadomestila oziroma prispevala svoj produktivnostni, bi lahko rekla, dodatek, predvsem pri bolj kreativnih poklicih. Hkrati pa, kar je zanimivo, recimo David Autor, eden od najpomembnejših ali pa najbolj znanih ekonomistov z področja ekonomike dela, pravi, da bo umetna inteligenca, tehnologija umetne inteligence omogočala tudi tistim, ki so danes nekoliko manj produktivni, mogoče tudi manj šolani, manj usposobljeni, in bo predstavljala zelo pomembno tehnologijo, ko bodo lahko konkurirali poklicem, ki so bolj ekspertni. In recimo on je to ponazoril z enim zelo zanimivim primerom, če lahko povem, medicinske sestre bojo lahko z tehnologijo umetne inteligence sprejemale podobne odločitve, ki jih lahko recimo danes sprejemajo samo zdravniki. Kaj to pomeni v dobi staranja prebivalstva, ko dejansko potrebujemo čedalje več usposobljenih ljudi za delo v zdravstvenih sistemih. Mislimo, da lahko tukaj temu samo pritrdimo in rečemo super, torej to bo nekaj, kar bo dejansko pripomoglo k temu, da bo zdravstvena oskrba, odločitve, ki so povezane s tem, boljše. Kako pomembno bo pri vsem tem biti pripravljen na vse življenjsko učenje? Zelo.
Vseživljenjsko učenje je dejansko nekaj, kar je že danes zelo pomembno, ne? In določena podjetja se s tem že zelo ukvarjajo, celo pravijo, vsaj po analizah, ki smo jih opravili, da se je vseživljenjsko učenje nekako kodirano v njihov DNK, torej spodbujajo vseživljenjsko učenje, dajo zaposlenim recimo en delovni dan na teden možnost, da si izberejo učenje po lastni presoji. Torej, če se podjetja tukaj tega zelo zavedajo, pa mislim, da se včasih posamezniki tega manj zavedajo. Predvsem tisti posamezniki, ki bi jim vseživljenjsko učenje še nekoliko bolj koristilo, to so recimo tisti, ki imajo nekoliko nižjo izobrazbeno raven, so nekoliko slabše usposobljeni oziroma so usposobljeni za določen tip dela, ki pa bo sčasoma s temi novimi tehnologijami izvenel oziroma se ne bo več potreboval v taki meri kot danes. No in pri teh posameznikih pa vidimo, da nekako še nismo našli modela, kako bi te posameznike, sploh bomo rekli v teh tako imenovanih državah blaginje, kjer imamo ta socialni sistem takšen, da če nekdo izgubi službo, potem že nekako socialna država zanj poskrbi. Kako torej te posameznike navdušiti za to, da bojo bili pripravljeni na vseživljenjsko učenje. Vseživljenjsko učenje ne pomeni samo iti v šolo, v neke nove izobraževalne programe, pomeni tudi učenje na delovnem mestu, torej priučitev na uporabo novih tehnologij. Tako da tukaj mislim, da kot družba še nismo našli nekega odgovora na to, kako torej ljudem pomagati na nek način in jih tudi motivirati za to, ker prisiliti ga ne moreš. Kaj pa konkretno slovenski trg dela? Kakšni so dosedanji vplivi umetne inteligence in kaj pričakujete? Ja, mi smo v Sloveniji opravili eno zelo zanimivo raziskavo, torej 9 mesecev nazaj, torej rezultate te raziskave tudi predstavili na poslovni konferenci v Portorožu in moramo reči, da kar se tiče umetne inteligence, relativno veliko ljudi uporablja torej te tehnologije pri svojem vsakdanjem delu. Torej, koliko točno je seveda vprašanje, ker je bil to kljub vsemu vzorec in je težko to posplošati na celo populacijo. Mislim, da je tukaj Slovenija zelo podobno kot tudi v ostalih OECD državah z vidika tega, koliko ljudi te tehnologije uporabljajo pri vsakdanjem delu. Je pa zanimivo nekaj drugega. Torej, ko smo ljudi vprašali, ali je njihovo delo boljše, bolj zanimivo, delovno okolje bolj prijazno, so dejansko tisti, ki te tehnologije že uporabljajo, temu pritrdili. Torej, to pomeni, da uporaba teh tehnologij omogoča, da postanejo bolj produktivni, da torej sprostijo določen del delovnega časa za tisto, kar je pomembno, za torej odločanje, nove tehnologije in pa predvsem pomagajo, da nadomeščajo tisto, kar je bilo mogoče, tisto manj zanimivo v njihovem procesu dela. Bi pa mogoče kazalo tukaj omeniti en eksperiment, ki so ga naredili kolegi v tujini in sicer so recimo poskušali ugotoviti, kako na delo programerjev vpliva uporaba umetne inteligence in sicer tako imenovanega GitHub Copilota in so ugotovili, da na podlagi eksperimenta, da so tisti programerji, ki so uporabljali torej to tehnologijo, bili za 30% bolj produktivni pri pisanju kode kot ostali kolegi. Tako da jaz mislim, da tukaj določeni eksperimenti kažejo v to, da lahko ljudje, vemo, da danes smo itak v situaciji, ko delavcev primanjkuje, torej delovne sile primanjkuje, torej lahko dejansko ti zaposleni v tistem delovnem času ustvarijo več. Torej tukaj je dejansko ta razkorak oziroma ta potencial umetne inteligence velik, in če kaj se ljudje strinjajo, da bo to ena taka transformativna tehnologija. Ste pa tudi vodja programa IMB, ki se redno uvršča na lestvice najboljših poslovnih izobraževanj. Zanima me, kako v tej vlogi usmerjate študente, ki vstopajo na trg dela v tem obdobju, ki ga torej zaznamujejo vedno nove in nove tehnologije. Pomembno je, da študenti pridobijo določena splošna znanja, torej te splošne kompetence in na podlagi tega seveda bodo lahko tudi zelo učinkovito uporabljali ta nova orodja, ki nastajajo. Zdaj, teh orodij je seveda vsak dan več. Študente je treba usposobiti za to, da bojo lahko oni sami potem sledili temu razvoju. Kar pomeni, treba jim je dati zelo, zelo dobro osnovno znanje. Osnovno znanje recimo na našem področju pomeni osnovno znanje ekonomije, osnovno znanje določenih poslovnih ved, in potem seveda to osnovno znanje morajo oni znati uporabiti pri reševanju problemov iz prakse.
Kaj to dejansko konkretno pomeni za naš program? To že kar nekaj časa prakticiramo, in sicer, da študenti ob tem, ko morajo naštudirati, skupaj s predavatelji, torej določene vsebine, torej z teh področij, ki sem jih omenila. Potem imamo torej tudi podjetja, ki prihajajo v razred s svojimi poslovnimi izzivi, in potem študenti dejansko pri skoraj vsakem predmetu ta na novo pridobljena teoretična znanja poskušajo uporabiti pri reševanju problemov. Torej ta tako imenovan decision making, torej odločanje, torej oblikovanje rešitev. To je verjetno nekaj, kjer ti bo lahko tehnologija umetne inteligence bistveno bolj pomagale kot prej, ker dejansko so usmerjene v to, da bi pomagale posamezniku, ampak po drugi strani, pa sploh v tej stopni razvoja, ko vidimo, da velikokrat še halucinirajo, je pa zelo pomembno, da človek, ki te tehnologije uporablja, točno ve, ali lahko zaupa tistmu, kar je bilo sugerirano s strani teh tehnologij, ali je dejansko potreben še nek dodaten premislek. Torej, jaz mislim, da te tehnologije bojo za študente lahko, torej na njihovi bodoči poti, zelo uporabne, bojo pa seveda morali biti tudi del tega vseživljenjskega usposabljanja in učenja. Najlepša hvala za ta nadvse zanimiv pogovor. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, spremljajte nas še naprej.